zakaj je ta odnos hkrati ima en potencial rasti, tega, da v njem rastemo, hkrati pa iz tukaj izhaja največ bolečine. A ne? In to je ful zanimivo, ker ima ta dva pola. In se lahko vprašamo res zakaj. Ne? Po eni strani jaz mislim, da je to zato, ker a veš, ena stvari, ko so ti dane, naprimer starši, otroci, tle toliko ne... ni to tvoja svobodna volja, tako zelo, a ne? In enostavno pač to si dobil in je že v to vpeto eno osnovno sprejemanje. Pač to moraš vzeti, tako kot je, a ne? Ne moreš zamenjati otroka, staršev. Medtem ko pa partnerja, pa ti misliš, da ga zbereš, si ga prikrojiš, in zraven pridejo pričakovanja. Ti imaš eno predstavo o partnerstvu, kakšno naj bi bilo, kakšne občutke naj bi ti povzročalo, kakšen pač naj bi bil nek odnos. In potem ti ravno zaradi teh pričakovanj, ki jih imaš, a ne, ustvarjaš to bolečino, a ne. Ker ti imaš eno fiksno idejo in potem primerjaš te ljudi, ki ti pridejo nasproti, a ne, a je zdaj to, kar jaz sem si predstavljal, ne, ni, naslednji, a ne, in pač to tako nekako gre. Zdaj pa, tako kot si ti rekel, lahko pač vedno znova greš, a ne, pa si tako, ok, ne, to mi ni všeč, in se predstavi na naslednji odnos. Jaz pa osebno verjamem v to, da včasih pa tudi iz partnerskega odnosa ne moreš kar iti, a ne. Recimo, zakaj ne? Ja, jaz pač verjamem v višjo ureditev. Ja, to je pač moj pogled. Jaz mislim, da včasih so ti dani eni ljudje, ki se nekako, tako bom rekla, nekako zvezan z njimi in so ti dani zato, da nekaj razrešiš, nekaj predelaš, da nekaj se naučiš. In ti zares veš, da imaš svobodno voljo oziroma nekako živimo v tem času, a ne, da lahko zapustimo odnos, a ne, kadarkoli, ampak ti znotraj sebe ne moreš tega narediti in o tem govorim, a ne. Ti si kot zvezan z enim človekom in te to samo misel na to, da bi šel z tega odnosa, tudi če v njemu ne uživaš, tudi če veš, da to ni to, imaš občutek, da se boš kar da bo šel kar na pol, da je to nemogoče narediti, a ne. In v resnici pol takrat vidiš, da nisi toliko zelo svoboden, a ne. Mogoče je to res samo ena iluzija svobode, a ne, tako kot mi razmišljamo, da si svobodno zberemo partnerja, gremo, kadar želimo, a ne, v resnici pa mogoče ni temu tako, a ne. In ravno zaradi te predstave, da pa mi imamo vso to svobodno voljo, pa trpimo, a ne. Če bi tudi tako sprejemali pri partnerstvu, tako kot pri otrocih ali pa pri starših, a ne, da so ti nekako dani, bi bilo mogoče lažje. To jaz mislim. Vse to je tisto vprašanje svobodne volje, ki jaz mislim, če verjameš, da je nimaš, a ne, da je lahko življenje zelo lepše, ker se ne mučiš življenjem, ne. Veš, da odločitve, ki jih delaš, nimaš kontrole nad njimi, čeprav se zdi v tistem momentu, ko sprejemaš odločitev, da lahko kjerokoli pot ubereš, ne? Ampak zakaj boš eno pot ubral, je bilo pa že nekako prej narejeno podlaga, ne? Da tvoja osebnost je recimo podlaga, ne? Ti si ne moreš zbrati svoje osebnosti, ne? Zaradi svoje osebnosti pa delaš ene odločitve. Nikle kontrole nad tem, ne? In zdaj pa želimo kontrolirati življenje, ne? Kaj bom jaz naredil, da mi bo boljše, s kom bom bil, da bom boljše, ne? In zaradi tega trpimo, ne? Ker nase damo to težo, mogoče kdaj ni v redu neki, pa daš nase težo, ne? Pa tudi kdaj, da drug aspekt je pa, da daš zunaj sebe iščeš težave, ne? To tudi ni v redu, ka pol odgovornost zgubiš za neki, ne. Tako da balans med tema dvema, ne, da veš, da nimaš kontrole, pa da si vseeno odgovoren za vse, je prava, po moje pot, če ne te vrže ven iz balansa in imaš ali anksioznost ali pa depresijo. Zelo poenostavljeno. To je ful zanimivo, zato ker to, kar si rekel, ta balans med tema dvema stvarema, da nisi pol vdanu v usodo in potem rečeš, jaz bom zdaj kar v tem. A te lahko ostavim?
zdajle. Okay. Ne, ker veš, doskrat, ljudem rečem, nimaš svobodne volje, pa rečem, če ne bi verjel svobodno voljo, pa bi jaz ležal v posli. Tudi to, da ti ležiš v posli, je izbira. Ti ne moreš ne izbrati nečesa. Tudi če nečesa ne izbereš, si izbral neizbiro. Ne? Ampak to sva se že pogovarjala, da večina ljudi pa odsotnost svobodne volje najprej poveže s tem, da si pasiven. Mogoče ti ne, ker si to ful razdelil, pa ful premišljeval o tem. Ampak pasiven, večinoma ljudje, ki se odpovejo nekemu občutku svobodne volje, je to danost. Ampak to je tudi vnotraj tega. Ne? Tudi pasivnost je izbira. Tudi tole je lahko izbira. Ampak še vseeno to, kar si prej omenil, ta balans. Da itak glede tega imamo mi da malo drugačno mnenje. Si to veš, kdaj, kje nastopi akt svobodne volje. Ti misliš, da je tudi to, kad ti rečeš, ta moment, kjer se kao svobodno odločiš, da tudi to je naprej določeno. Ne določeno. Mislim, določeno. Da je na nek način je določeno s tem, kakšen si, s tem, kaj se ti dogaja. Če bi zavrtel čas nazaj, pa bi vse bilo enako. Vse enako. Bi isto naredil. Jaz pa še vseeno mislim, da tle se nekje vmes odpre en manevrski prostor in takrat govorimo o tem, da se ne odloča tvoj ego, ampak mogoče ena višja zavest. Ego jaz tudi bolj, ko ne verjamem, da nima glih svobodne volje, zato ker to, ko sva se prej pogovarjala o partnerstvu, ta iluzija tega, da si boš zbral partnerja po svobodni volji, tacga, ki ti je všeč, ta svoboda je svoboda ega, to on misli, da se lahko zbere. In o tem govorim. In rast, ki pa sem prej omenjala, da mogoče izhaja z nekje, ki si ti v enem odnosu in si dan v njega, zato da nekaj prerasteš, da se nekaj naučiš in ni tega feelinga, da imaš svobodne volje, mogoče se je pa za to odločil ta drugi del nas. Ker mogoče ve zares, kaj je dobro za nas. Ker ego bi rad užival, ego bi rad se ne spreminjal, ego bi rad, da je po njegovo. In se strinjam, in zato se v bistvu on želi zbirati takšne stvari, ki bojo njemu ugajale. In ravno to, da si pa dan v eno situacijo, kjer pa temu ni tako, kjer ti ves čas vidiš, da te stvari niso prilagojene okrog tebe, tvojemu ego, in to povzroča bolečino. In iz tle izhaja rast. Se v tem se mi da ful pogovarjava zadnje čase, če si pozoren na to, če sploh daš temu priložnost, to, kar si prej rekel, odgovornost, da rečeš, zdaj se mi nekaj dogaja, da ne rečeš, drugi so krivi, ker niso takšni, kot sem si jaz predstavljala, da bojo, ker, ne vem, se življenje ne odvija tako, ker si jaz, ne vem, želim, ker si ne uspeš prikrojiti zunanjih okoliščin, si v bistvu mogoče glih takrat ne sprejmeš odgovornosti, če rečeš, da so krivi drugi. In velikrat je tako v partnerstvu. Ti ves čas gledaš, kaj je drugi dela narobe, kje bi se lahko on popravil, zato da bo tebi boljše. Sej tako, če recimo rečeva zdaj, da stvari, ki se ti dogajajo zunaj tebe, nimaš svobodne volje, pa nisi kriv za njih. Kako pa ti te stvari doživljaš, kaj se pa noter dogaja, si pa popolnoma odgovoren za to. Ne moreš reči, to, kar si naredil ali pa to, kar si naredila, je mene zabolelo, se pravi, mene je noter zabolelo. To nima veze s to osebo. Ali pa to dejanje je samo posledica bila za bolečino. Zakaj ne bi šel takoj na bolečino, ki se je zgodila znotraj tebe? In ti si odgovoren za vse, kar se ti dogaja. Nisi pa odgovoren, če se ti recimo odgovoren kriv, če se rodiš v zelo slabih pogojih in zelo trpiš, recimo nekje v Indiji, v slamu se rodiš, nisi kriv za to.
Pa to tudi mogoče, če pol gremo naprej, ne? Tudi ti nisi kriv za to, ker te to boli, ne? Ker nimaš informacij, da bi te iz tega ven povlekle. Ne? Veš, tukaj se mi dva pogovarjava o meditaciji, pa o notranjem svetu, pa kako ti te bolečine pohendlaš. Ne? Kaj pa, če ti noben to ni povedal, pa si se v nekem drugem času rodil, ker to notranja inspekcija, introspektiva, ne, ni bila popularna, nisi vedel, da se to sploh dogaja, mislil si, da samo zunanji svet obstaja. Ne. Tudi nisi kriv nekako, ne? A veš, ne? Ampak odgovoren pa moraš biti, ne? Ker si odgovoren sebi, ker se tebi to dogaja. Kdo bo odgovoren za to, kar se znotraj tebe dogaja? Ne mogoče. Spet je odvisen, ko govoriš o tem, o kjer modelu govoriš, ne? Zdaj, če rečeš, si se nekje rodil, ampak to so že take kompleksne stvari. Ja, ne moreš nikakor dokazati tega z logiko ali pa s čimerkoli. Naprimer, da bi jaz zdaj rekla, tudi zato, da si se nekje rodil, obstaja razlog. Jaz tako pač verjamem. Ti verjameš v to. Jaz pa ne vem, rečem ne vem, recimo. Ne. Ja, ampak vem pa za ego. Ni to bistveno, verjetno sploh, zares. Ker tako, to je podobna fora, tako začneš iskati vzroke, zakaj sem zdaj tukaj, ampak to ti ne pomaga nič rešiti. In je dovolj, da rečeš, tukaj sem, to se dogaja znotraj mene, kaj lahko zdaj naredim, kaj so tvoje možnosti, kaj lahko v tistem trenutku, kaj lahko nadzoruješ. Tega, kar je za nazaj, je težko spremeniti, čeprav verjetno za vse obstaja en razlog. Ja, pa tudi se mi zdi, da je nevarno, če rečeš, zdaj to nekdo posluša, ki se mi pogovarja, pa reče, kaj vidva vesta, milenica, neka, a veš, ful lepo življenje imata. Če to začneš delati, ne, potem svojih, jaz nobenega ne sodim, kakšno ima on reakcijo na kaj, ali pa eni imajo zelo težko življenje, ne. Probam biti vsak dan sočuten do tega, ne. Ampak čim začneš to delati, ne, da nekdo resnico govori, pa da ti rečeš, ne, to pa ne velja, ker si ti, ne vem, v taki drugačni položaju, ne, niti ne probaš pri sebi to implementirati, potem si po moje igro izgubil že vnaprej. Ja, jaz sem vedno pazljiv, a veš, ker take stvari govoriš, vedno nekdo lahko reče, ja, tebi je easy meditirati, če pa to. Vsak ima svoje probleme, eni so skriti, a ne, eni so na odprtem, eni se smilijo sebi, eni se ne. To je ful različno je vse. Ker na ven je zelo malo stvari vidnih. Ja. Ne poznamo, ne vidimo, zaenkrat, če nimamo te sposobnosti, da bi videli, da res kaj se dogaja znotraj nas, da bi občutili ta stanje, ki jih imajo druge ljudje po svetu, vse posod. In jaz sem že velikrat videla, da je to zelo velikrat sem se motila v tem, kaj nekdo doživlja, ker sem predvidevala na podlagi enih zunanjih stvari, ki sem mislila, da so mu dane, ampak to nič ne pove o tem, v kakšnem stanju se on nahaja, pa kakšne preizkušnje ima v življenju, ker lahko so, ne vem, na istem nivoju, iste boleče, tudi če so, ne vem, je materialno v redu, recimo. Je materialno v redu, naprimer, en pa nima nič od tega, pa se mu isto nekaj dogaja. To ničesar ne izniči te zunanje stvari, ker verjetno glih za to, ker vsak ima eno stvar, v kateri se lahko izpopolni, izboljša, jo preraste, se znebi nekih bolečin. To vse, kar si prej omenil, da imamo znotraj sebe, znotraj nas se dogaja, ker si rekel, da mi krivimo druge ljudi, krivimo za naše. Ja, ampak to se je zgodilo v nas. In potem zadnjič, ko smo se pogovarjali, bilo zanimivo, kako smo mi vedno znova pripravljeni narediti to daljšanco, iti po daljši poti. Znotraj nas se zgodi neko stanje, neko čustvo, vse. Ja. In potem mi rečemo, to se zdaj tle dogaja, ne, to mi ni všeč. In potem mi naredimo cel krog, gremo ven, ven iz nas. Rečeš, to mi povzroča. To mi povzroča, najprej lociramo, kje je problem, in potem rečemo, zdaj naj se to spremeni, in ful napora vlagamo v to, ful enih čustev gre v to, ene borbe, ene trme, vsega tega izsiljevanja. In potem
recimo nismo uspešni, mogoče smo, eni ljudje mogoče so uspešni in potem nadaljujejo, ampak jaz verjamem, da na dolgi rok, da res to ni dobro, ker se mi zdi, da kvari kvaliteto življenja tako ali drugače, a ti uspe ali pa ti ne uspe, sploh ni pomembno. Zaradi vsega tega, kar doživljaš v sebi, ne? Tudi če si na koncu uspešen, tudi če recimo spremeniš nekoga, ne? Silo, s tem, da toliko časa vztrajaš, manipuliraš milijone načinov, ne? Sam pri tem se ne počutiš dobro, zato jaz verjamem, da je čisto vseeno, ne? Ker si že izgubil. Če imaš dva posameznika, recimo sploh v današnjem sistemu kapitalističnem, ne? Zelo veliko vrednotimo materialno, ne? Kaj si kupimo, kaj pomembno, kje smo v hierarhiji v družbi, ne? Kakšen avto vozim, kakšno službo imam, kako me drugi percepirajo, kako percepirajo moje obleke in vse podobno, ne? Po moje, če imaš dve osebi, ne? Obe osebi si želita vilo z bazenom, recimo, ne? Pa imaš eno osebo, ki to doseže, pa drugo, ki ne doseže. Če bi jaz lahko izbiral, ne, bi raje izbral tega, ki ne doseže. Zato, ker se mi zdi, da je večja bolečina, če ti tako močno delaš celo življenje, pa prideš do tja, in pa ti to Zadnjič sem se s tem doktorjem Andrejem Rusom pogovarjal, ki uči transcendentalno meditacijo v Sloveniji. On ima veliko podjetnikov, ki se želijo naučiti meditirati, ampak to pozno, pol kasneje, ne. Vse imajo, moč, denar, družino, perfekt, kot da bi nekdo napisal pri 18 letih, kako naj moje življenje izgleda pri 40. Ne. In notri nekaj prazno, ne. Nekaj prazno. No, in jaz bi raje bil v tej poziciji, ki si nevedena, ne. Ker še vedno se lahko ženeš za tem, veš, še vedno imaš ono upanje, to me bo izpolnilo, ne. Kakor pa ta, ki je pa v slepi ulici. Ja. In pa narediš ta krog, in mogoče, ko to dosežeš vse, ti celo uspe, ti ugotoviš, da se tvoje notranje stanje pa še vedno ni spremenilo. In to, kar sva prej se nanašala na odnose, ti misliš, da ti bo partner dal izpolnitev, srečo, če se bo on tako obnašal, kakor si ti zamislil, in pol on dejansko se začne tako obnašati, ampak ti imaš še vedno v sebi nezadovoljstvo, še vedno imaš jezo, žalost, vse to je še vedno na istem mestu. In potem ugotoviš, da itak moraš se vrniti nazaj, Ja. In se vrniti nazaj k izvoru tega. Zato še bolj boleče, če se pol nazaj pomikaš. Ja, ampak jaz verjamem, da različne so te poti, različno dolge. Ampak jaz verjamem, da se v eni točki pa ljudje vrnejo nazaj k izvoru, k temu, od kje izvira sploh to, in k temu, da je vse to znotraj njih v resnici. In se malo bližje mikrofon. Kar povleci ga. Dala takole, ker sem naslonila bi se na to in si bom dala kar nazaj. Še takole ga malo povleči na uno stran? Tako, tako. Še. Ne, vse v redu. Ne, ker moraš sam, kaj lučka govoriti. Čakaj, ti bom jaz dal. To bomo vseeno pustili. A kaj lučka? Klare. Tako. Ok, zdaj imam občutek, da je to čist blizu in sem že da bom kar padla nazaj. Kaj lepo govoriš, ne, pa pol, da ne bo Ja. Jaz sem pa tako vedno sem čist zraven, in se tako ful slišim. Ja. Tako, ne smejo biti preveč razlike. Ja. Sorry. No, skozi me nekaj prekineš. Zdaj je tako vlak. Listiren. Se ne. No, in tle, ko se srečaš samim sabo, to mesto je pa zelo zanimivo. In še enkrat, če se vrnem nazaj, odgovornost, se začne tukaj noter, da se zavedaš, da vse izhaja iz tebe, vse, kar je zunaj, je odraz notranjega sveta in da ti kaže na stvari, da ti je kot neko ogledalo. Ja. In se mi zdi, da je to ključno v partnerstvu, da si pripravljen pogledati v partnerju. Da je ogledalo. Ja. Da to, kar ti on kaže, pa ne v smislu, da si ti zdaj isti kot on, in tako, čisto si podobna, ampak da rečeš... Ne, pred njim je ogledalo, ne da ti vidiš, da je on ogledalo, ampak pred njim je, ti sebe vidiš, ne? Ja, v stvarih, ki jih on dela.
Ja. Sebe vidim in fora je to... A vidiš sebe? Ja. Ja? To se zdaj zares mislilo. Ne, ima se poheca. Itak, da se vidiš, vsi se vidijo. Vsi se vidijo, eni ne spregledajo, ne? Vsi se pa vidijo. Vsi gledajo, vsi gledajo. Ne, tudi vsi ne gledajo. Jaz mislim, gledaš, itak, da gledaš. Ja, ne vem. Jaz imam takšen feeling, da lahko ti vidiš samo drugega človeka, ne vidiš od sebe, a veš, kaj hočem reči? Ne gledaš, ampak ne vidiš. To sem mislil, ne? Ti gledaš v to smer. Ampak ne vidiš pa, kaj je tam. Ne? Ja, fora je pa glih od sebe, ne? Da ti recimo, če se ti obnašaš tako in tako, naprimer, jaz bom kar en primer dala. Ma kar dej. Čekaj, zdaj se pa ne morem spomniti, kaj se kaj dogaja ponavadi. A svoj primer ali primer? Primer svoj. Se jaz recimo vidim v tebi. Kaj se ti vidiš v meni, ja? To boš mogla ti povedati, jaz težko rečem. Jaz nekaj rečem, pa tebe razburi. Ja, in evo, to je najbolj enostaven primer. Jaz sem užaljena, jaz ne vem, se nekaj pogovarjava, ti nekaj narobe rečeš, nekaj tako obrneš, ka meni všeč, nekaj počneš, ka imam jaz, ne vem, pol knedle, pa mi ni dobro, ne. No, in potem bi jaz lahko rekla, Klemen, ne več to delati, ne. Sej včasih to rečem. No, se lahko povedala, da včasih. Ja, včasih pač. Si mislim, lahko bi bilo drugače, ne, lahko bi se malo drugače obnašala, ne. Ampak v končni fazi, konc dneva je pa vedno tako, da se rečem, jaz nisem svobodna, a ne. To povzroča meni bolečino in to pomeni, da sem jaz posesivna, ljubosumna, da se ne cenim dosti, da skozi rabim potrditev, rabim pozornost in to največkrat vidim potem recimo v tvojem obnašanju, a ne, in to, kaj meni povzroča, a ne. So po mojem mož paziti, da ko si rečeš to, a ne, aha, jaz sem posesivna, da tudi sebe sprejmaš takrat, tudi to ne, da gre v dvoje, ne, sprejmaš se prav njega, ko vse nas obrneš, ampak ne, da sebe pol čist zabetoniraš, zapiješ na tla. To je zelo pomembno, ker jaz sem to počela svoj čas, ko sem jaz začela s tem, da sem recimo dojela, da se lahko v ljudeh vidim, a ne, je bil naslednji stadij to, da sem si bila grozna, katastrofa. Ja, da si vse ti kriv, ne, pol si vse ti kriv in si žalostna. Pa nisem mogla verjeti, da sem, a veš, da sem to res jaz, da je to del mene, a ne, da bi res videla en kup umazanije in bi jo gledala in bi rekla, ja, to je pač v meni, a ne. In z tega je izhajal ful nesprejemanja sebe. Jaz sem se ful zelo malo je bilo tega feelinga, da je s tem ok vse, a ne. Da lahko jaz zdaj gledam ta kup umazanije in da tega ne sodim, da se ne dajem v nič, ker se mi zdi, da začetek tega, da začneš čistiti to umazanijo, je to, da najprej sprejmeš, da jo imaš tam pred sabo. In da jo sprejmeš nekako z ljubeznijo, da rečeš, ok, tudi to je moje, da jo narediš to z veseljem. Jaz se spomnim tega trenutka, ko sem, grozen mi je bilo, jaz sem se sama sebe prav sramovala, tako mi je bilo, ne znam ti povedati, nisem vedela, kako lahko še sploh živim s tem. Ampak na eni točki sem pa rekla, no, a lahko kaj spremeniš s tem, da to odvračaš pogled od tega. In potem sem se rekla, ne, edini način, da bom najprej v najkrajšem možnem času to očistila in živela brez tega, je to, da to sprejmem, da je to moje, ne. In ko se je to zgodilo, sem pač se lotila, ne? In nisem razmišljala o času, koliko časa bo to še trajalo, ne? Če bo celo življenje, koliko bom še trpela zaradi tega, ne? Ampak sem se rekla, pač začni. In potem sem nekaj začela in zdaj malo po malo odnašam to umazanijo stran. Ja, jaz zdaj glih razmišljam, jaz nikoli nisem. Sorry, to dam mičkom bolj naprej, ker sem takole. Ko se ne počutim dobro. A ja, če bi šla naprej, daš mikrofon naprej. Ja, ok. A veš, z mikrofonom v bistvu potuješ, ne? A imam jaz sence, ker mi ful šajna tale sonce. Aha, okay. To bomo vse postanut. Ja, pust, ja. Ok. Ne, kaj sem pa to reči, da jaz pa nisem imel take, čeprav razmislim še verjetno, da bi to umazanijo
Videl sem jo, ne? Ampak... Kaj si videl, da mi povej? Ja, ego. Jaz imam po moje... Ok, vse je ego, ne? Sam po moje sta dve plati kovanca, ne? Eno je tako, povzroča anxiety, en je pa tako depression. Ja. Jaz tega depressiona, mogoče so bila obdobja, nisem, ne? Anxiety pa full, ne? In to je ta ego, ki je tak, a veš, full... Ki je dober, ne? Ja, to, kar mi rečemo ego. Kar družba reče. Ja, to, kar je najbolj tipično za ego. Najbolj tipično se razume po to. Ampak mislim, da je tudi druga stranka, sebe zaničuješ, je ego, ne? Veš, ti sebe dol daješ, sebe nimaš rad, ne? Pri tem prvem egu, ki sem rekel, ki je močen, ti drugih nimaš rad, ne? Ti si najbolj pomemben. Ti imaš toliko ljubezni, fake ljubezni do sebe, da se postaviš nad druge, a veš, ko gledaš kjerkoli, kakršnikoli situaciji. In to se ti lahko poreže zelo hitro, ker to ni res, da si ti najboljši, da si ti najbolj lep, da si ti najbolj vse te stvari. Ne? Tega drugega vidika pa nisem toliko imel še, no, da bi... Ampak s to oboje je ego, zato je to lep primer, ne? Tako, ko sem jaz imela te stvari, ki jih smatramo za negativne, ne? Sem imela dosti tega, recimo... To, kar veš, da je dobro spustiti, a ne veš, da recimo rečeš, ta ego mi povzroča ful težav, nekako imaš feeling, da to ni dobro, da to ni koristno v tvojem življenju. Da si ljubosumen? Ja, recimo. Ali pa da si, ne vem, jezen, da si, da ful nadzoruješ stvari, recimo. To nekako je tako intuitivno, mi vemo, da je to ego in da je to nekaj slabega, ne. Potem pa je še ego to, kar ti je pa dober, kar pa ti si všeč, pa imaš ful nekih vrednot, ful enih pogledov, ki ti družba mogoče celo reče ti, kima, super, wow. Ja, ti dosežeš s tem neko uspeh. Kaj ti družba zdaj? Ja, odvisno kakšen si, ne? Ja. Neko se bolj poklopi s temi stvarmi, en pa manj, ne? In mogoče tako, kar si rekel, je mogoče celo težje za te ljudi, ki jih družba ful podpira, podpira njihov ego, ker oni nimajo potem nobene motivacije, da bi kdaj spustili, ker so vse dosegli s svojim egom. In jim je ful dober. Skozi družba pritiska, ne? Ja, vsak fant pritiska, če si ti ful ljubosumna, ful ljubosumna, boš čutila pritisk, ne? Ali pa čutil. Čutiš pritisk od partnerja, od ostalih, to je malo, vsi vemo nekako, da to ni dobro. Čeprav je to tudi vrednota, eni pravijo. V LPD-ju. Jaz sem ful ljubosumen, to pa, jaz sem ljubosumen. Ja, jaz pa rečem, to mi je pa kar všeč, ne? Ker me imaš rad. Ja. A ti to rečeš? Ja, pač to je všeč unmu drugmu. A ja, en me reče. Sem mislil, da ti rečeš. Ne, kako sem te razumel. Ja, tega nikoli nisem imel toliko zaradi tega ponosa, ne, na drugi strani. A veš, tega drugega egota. Jaz pa ne bom pokazal. Ti čustva začneš zatirati, ne. S tem prvim egotom, ki sem, ko bi rekel temu egotu, ne vem. Tem ta prvem, ki sem opisoval, ki je tak močen, ki se vidi, ne? Nek tak biznis ego ali pa nek tak... Ja, kako bi rekli v tem egotu, unmu, samozavest. Ja, ki mu je fajn, ne vem. Ja. Ko ostali vidijo tako, wow, to je pa... Ne. Ja, pa to, kar si prej razlagal čisto od začetka, da pač vzeme ali pusti. Taka groba energija, no? Ja, takšen, ki si en buldožer, ki gre čez življenje, vse ruši pred sabo. Ti si najbolj sposoben, drugi so manj sposobni, ti veš, kako je prav, drugi ne vejo, se ti niti ne more približati in ti pol, veš, orješ na ta način čez življenje, dokler mogoče ti življenje ne da ene situacije in to je ful lepo darilo, ker pa ti s tem valerjem ne prideš naprej, ki je neprebojen. Ampak ta valer je na tebi gor. Ja. Ta valer, ki je ego, je na tebi tako gor. Ja. Shit, ne, to pa nisem nikoli pomislil, da mi jaz mogoče kdaj pod ta valer padel, ne. Jaz sem sam ga vozil, ne. Ampak ko bom jaz spodi, ne. Ali pa ko bo nekdo, ki ga imaš ful rad spodi, ne. Ja, ali je pa pač največkrat ga je tako... da je pred tabo ena okoliščina, ki jo mi interpretiramo, naš ego jo interpretira kot zelo slabo. Naprimer, ena stvar, ki je večja od nas, večja od tega našega valjarja, s katerimi rušimo stvari pred sabo. Naprimer je to bolezen, naprimer je en človek,
ki ne moreš vplivati na njega, ki pač je taka, kakšen je. A pa če je močnejši od tebe? Ali je močnejši Se od pravi, tebi. večji ego, ne? Večji, ja. Ja, Ker te podredi, bo ne. klopi, ja. Ful stvari obstaja, kjer kljub temu, da ti misliš, da si alfa in omega vsega, da si nepremagljiv, da si ti merilo vsega, življenje poskrbi za to, da ti predoči ene situacije, kjer pa se ta tvoja moč razblini. In se mi zdi, da je to zelo lepo darilo za take vrste ego. No. Ja. To je ful lepo, ko se to zgodi. Ta človek pa misli grozen, ne, in verjetno takrat, tako kot si prej omenil, više kot letaš, potem hujši je ta padec, a ne? In tako, kot si prej rekel, Plačati moraš vse to. Ja, takrat si zelo visoko ti, a ne? V teh stvareh, v tem, kako si ti vse zelo pomemben, a ne? In potem tudi toliko nižje padeš in toliko bolj te boli, a ne? Ampak je to zelo lepo, a ne? Ker se stvari morajo razbiti zato, da se zgradijo nove. Ja, res je. In partnerstvo je, vse sva nekako povedala to glavno stvar, kar jaz mislim, da je, ne, ki ti kaže stvari, ki jih moraš ti urediti. In je to v bistvu orodje, ne? Partnerstvo je orodje, da ti sebe pucaš. Ne? Mi si pa zbiramo partnerje zato, da nam je fajn, a ne, da ti je nekdo privlačen, da uživaš z njim, seveda, ne. Ampak to je, narava je ful dobro to naredila, ker je to te pripelje skupaj, a ne, te vzvodi. Ja. Pol pa ti servira bolečino, ker če bi ti takoj bolečino serviral, bi ti šel strani, ne bi bilo treninga. Ne? To je čist res. Ta zaljubljenost, pa vse te romantične stvari so verjetno ena vaba, na katero se tu ujameš. In potem pa mine, ne? Ja, ampak zadnjič sem razmišljala o tem, ne, da je zelo dobro to, da potem s časoma, z izkušnjami tudi to iluzijo rahlo spustiš, a ne. Eni ljudje so zaljubljeni v zaljubljanje, a ne, in so vedno tako, vedno znova hrepenijo po teh feelingih, a ne. Pač vedno še enkrat hočejo to vznesenost tega zaljubljenega stanja, takrat si ti tako v oblakih, vse rožnato vidiš, a ne, in to pač mine. To je droga. Ja, in potem ljudje, ki pa rabijo to, reče, ne, zdaj ni več tako, kot je bilo od začetka, ne, in bolj začnejo kar... Ni pravi, ko se začne, se pravi pravi je, ko imam, ali pa prava, čeprav, okej. Ne boš to, ki si rekla, ki se kronično, ali pa ki se konstantno zaljubljajo, ne, mi noben fant ni padel na pamet, ampak okej, bolj je po moje to na strani, ampak okej. Ja, to je bolj tipično za ženske. Ja, ampak se dogaja posod. Kaj sem hotel reči? Kaj sem povedal? Ja, da ne vem, kaj sem hotel reči zdaj. Ne, kako sem začel? Ki je bilo zelo pomembno, se mi zdi. Da si zaljubljen v zaljubljanje in pa rečeš, da ni pravi. Da ni pravi, ja. Zdaj, gledam romantične komedije, ampak to je že tak kliše, ne, da je naša družba romantizirala vse, to ljubezen, kako izgleda, kako ne bi izgledala, ne. Ampak ful je kliše, ampak res je res, ne. Da se zaljubimo in pol je pravi, ne, ali pa možnost, da je pravi, ne, pa se pa to neha, pa ni pravi, ne. Ja, to se ti vedno zgodi. Vedno se zgodi. Pri vseh ljudeh in nasploh v vseh odnosih. Ja, sorry, ker sem te prekinila. Ja, če misliš imeti daljše razmerje 30 let, kaj bo skozi pravi, ne? Verjetno bo ful na kurac, ti gre ful. Ti imaš feeling, da si se ful zmotil, a ne čez nekaj časa. Zajebil si. Ja, ker začneš videti ene stvari, ki jih prej nisi videl, a ne. Začnejo prihajati na površje, a ne. Začnejo stimulirati te točke boleče, ki jih imaš ti v sebi, a ne. In to se pač zgodi, to se vedno zgodi, a ne. In če vzamemo še to v zakup, da so te stvari prav skombinirane s tem namenom, da je en s to blokado in drug z drugo in da so to prve kombinacije, ki drug od drugemu sprožajo te občutke bolečine, zato da jih prerasteš, a ne, je to še toliko bolj verjetno, da ne bo skozi te zaljubljenosti in tega feelinga, tega idealiziranja. In to je res... to sem hotela prej omeniti, da je dobro, da
z izkušnjami, probaš oblikovati bolj zdrav odnos, bolj zdrav pogled na partnerstvo, kot eno celoto vsega, različnih občutkov, različnih preizkušenj. Ker če ti gledaš na partnerstvo kot samo na ene specifične občutke, kot je lepo, ko je tako, ko hodiš s fantom, se drži za roke, ko greš na izlet, in to partnerstvo ne vključuješ tega, ko je nekdo bolan, ko se skregaš, ko ti gre na živce, ko ni več, ne vem, stimulacije, niti več zanimiv, tega ne vkomponiraš v to predstavo v partnerstvu, In, Ko pa vkomponiraš? Ja, ko pa vkomponiraš, se pa lotiš že, se mi zdi, na čist drug način te cele zadeve, nisi toliko v oblakih. Jaz recimo, ko sem začela prvo zvezo, je bilo to tako, pač ja, ta fant me bo zdaj naredil srečno, obnašal se bo tako, ko mu bom jaz dala navodila, potem pač jaz bom skozi se zaradi tega ful dobro počutila in vse težave bojo šle z mojega življenja. Ja, on bo tako naredil, zato ker me ima rad. Če ne bo tako naredil, me nima rad, če me nima rad, ni pravi. Ja. Taka formula, ki vedno fejla. Nikoli ne bojo ljudje naredili točno tako, kot si ti Pa ne za nalašč, jaz sem pa mislila za nalašč. Ja, ampak recimo velikrat ni za nalašč, velikrat ljudje sam pač so takšni, kot so. S tem, ker znajo. Pa ima svoje stvari za reči. Ja, se to. Istočasno, ne? Ni tako tam samo zato, da... Ja, da te muči, ne? Ja, ali pa da samo zato, če greš en korak naprej, da rešuješ ti te stvari pri sebi, ne? On je pa tam, ker točno tako, ne? On ima še svoje stvari, ne? In kdaj se... pridejo skupaj, istočasno. In takrat je najtežje, takrat je skoraj nemogoče. Moraš res ful visoko stopnjo zavedanja imeti, kaj se dogaja, pa da se potegneš ven iz tega. Zato jaz ravno zaupam v recimo eno višjo silo, v ureditev, v karkoli, zato ker se mi zdi, da je to inteligentno delo. Ker to, kar si prej rekel, vsak se še s svojim ukvarja, ampak jaz ne verjamem, da je to naključje, jaz mislim, da so to perfekt kombinacije, in da v resnici, ki mi rečemo, ni pravi za naš ego, ampak je najbolj pravi za naš razvoj ta človek, ki smo v tem trenutku z njim. In po moje ta vprašanja, je pravi, ne vem, ni, ponovadi izhajajo iz ega, kar ne pomeni, da ti na eni točki ne sme zaključiti razmerja, to je normalno in nujno in avtomatsko te življenje potisne naprej, ampak jaz mislim, da ti je precej jasno, kdaj to delaš zaradi tega, ker tvojemu ego nekaj ne paše, kdaj pa pač je čas, da stopiš korak naprej, No, ni vedno jasno. Zagotovo ni vedno jasno, zakaj to delaš, A veš, kdaj delaš to zaradi tega, ker je ego, kdaj moraš iti naprej. Ampak v sebi veš, jaz mislim, da znotraj sebe ti čutiš, jaz sem že 100-krat milijon razlogov, zakaj nekdo ni pravi, sem si nabrala, ampak znotraj sebe, pa sebi jaz ne vem, koliko si lahko lažeš, Mogoče lahko prijateljce nahecaš na kavi, pa ne vem, ful ljudi, ampak znotraj sebe pa saj jaz, ne bom govorila o imenu vseh ljudi, ampak jaz vem, kdaj je bilo to samo zaradi mojega ega. In to mi je pa še večja bolečina, kot pa če bi pač šla čez to. Jaz zbiram med dvema stvarema, ali zdaj jaz zaradi ega, naprimer, razdremen odnos, reagiram ven iz svojega ega, zaradi tega, ko hočem nekaj doseči, in mi bo to prineslo eno bolečino, mogoče ne na kratek rok, ampak na daljšega pač zagotovo. In pač druga bolečina je pa ta, da pa to narediš, naprimer vztrajaš, naprimer rečeš, ok, sem ugriznil jezik, probal bom strenirati to pri sebi, da ne bom več ljubosumen, da ne bom več izpadal, probal bom privoščiti svojemu partnerju, probal ga bom imeti brezpogojno rad, da si pripravljen učiti. In to tudi ni lahko, ker pač ti ni fajn od začetka, to se kreša s tabo, s tvojimi prepričanji, s tem, kar ti misliš, da si, s temi nekimi pogledi, in to je tudi ena bolečina, ampak ta bolečina te osvobaja čez nekaj časa, in to te privede do enega cilja, medtem ko pač prva stvar, da pač ti vedno ustrežeš svojemu egu,
ti pa daje zelo kratkoročne užitke, feelinga, da si naredil prav, zdaj samo pa povedal, zdaj pa prav, ampak na dolgi rok to prinaša po moje ful bolečine. Ljudje pol so nesrečni, zvolijo, ful stvari. Sploh si provam predstavljati, da imaš ti odnos z nekom, ki si poročen, pa imaš otroke, pa je ful neke, ni tako enostavno karita, Posi pa, jaz vedno pravim, da so najmočnejše bolečine, so itak notranje, pa to so te bolečine, ki te na dva dela trga. Ali noter zdaj en del tebe hoče to, en del tebe hoče to, istočasno, in to ni tako enostavna rešitev. Kakor če te nekaj odzuni tebe vleče, noter si pa ti prepričan za drugo stran, je to lažje. In take stvari ljudje stisnejo zobe in so v tem odnosu in nič ne spremenijo, Ja. Egota pa tudi niso pripravljeni. Mislim, tega ne spremenijo, samo stisnejo zobe in potem ta bolečina raste in pol jo usmeriš na drugega, ker je on vzrok za to. Ja. In ti ga imaš vsak dan tam pred sabo in v bistvu ga sovražiš, ker misliš, da ti on uniči življenje. Jaz še zobe stiskam, še vse to, 40 let. Odpoveduješ se stvarem, prilagajaš se. Življenje dal nekomu. A če ti daš življenje svoje nekomu, si star 50 recimo, pa rečeš, kaj če bi z enim drugim, a veš, to gre lahko ful jeze v osebo, s katero živiš. Kako boš bil srečen v življenju, če spiš s to osebo in ti jo sovražiš v dno? Tega je veliko. To, kar si rekel, da veš, te dve stvari vlečeta na različna konca, po mojem je ključno, da se naučiš počasi enkrat s tem, da se opazuješ, mogoče da meditiraš, mogoče da ne vem, se ukvarjaš s temi stvarmi s kakršnokoli metodo, ki ti omogoča malo bolj jasen pogled v sebe, ampak da si s časom, da se naučiš prepoznati to, kjera stran, ker pol je veliko lažje se odločiš, za koga boš zdaj navijal, ker če je to sam kaos, ti sploh ne veš, sam razpeci, če pa ti veš, ok, dobro, to so zdaj misli, to je, ne vem, zdaj pač moj ego in pač, da znaš sam malo ločiti te stvari, ki te vlečejo na različne konce, potem je to kar malo lažje. Ne bom rekla, da ni boleče ali pa da vedno uspe se prav odločiti, ampak mogoče sam malo bolj jasno vidiš, kaj se dogaja znotraj tebe. Da ni tako, sam ena borba je, sam ena bolečina, sam ena tesnoba in ti ven iz tega pač pa reagiraš in pogreš do partnerja, se skregaš z njim, tečen si do svojih otrok, tečen si v službi. Enostavno sam pač ti ne veš, kaj bi s to borbo noter naredil, in pol sam reagiraš, to je pol pa smotno. Danes sem slišal, ker se glih dotaknila te sreče, danes sem slišal en po mojem najboljših kvotov na to temo, Zdaj ga bom probal, da ključ do sreče je to, da se odločiš, da boš srečen. To je ključ, do sreče. In pol tako malo razmišljaš o tem, srečen bom, ko se odločim. Se pravi, prvo se moram odločiti, da želim biti srečen, pa se pa kar odločim, da bom srečen, ampak kaj je potrebno za to, da se kar odločiš, da boš srečen? Po moje, tukaj pridemo do percepcije, kako ti vidiš ene stvari. In ti lahko isto stvar vidiš, isto situacijo, ki se ti dogaja, prej, ko sva rekla, znotraj tebe se dogaja, ne zunaj. Lahko se mogoče zunaj dogaja, ampak fakt je, da se znotraj tebe to sprocesira. Čez ta tvoj filter gre in ti zaznaš. In percepcija, črno-belo, lahko isto stvar vidiš z ogromno bolečine, lahko jo vidiš kot dar, lahko jo vidiš kot srečo. Tako kot nebo je vedno modro. Mogoče kdaj so oblaki čez, ampak če se ti zavedaš, da je modro, še en folk reče, nebo je danes sivo. To ni res. Nebo je vedno modro. Vedno je modro. Samo oblaki so čez.
In ti se lahko vedno zavedaš, da je tam. To je dobro, ko greš z avionom, pa je ful deževno, pa se dvigneš nad oblake, pa je tako, a ja, sončen dan je, prav zavedaš se, začneš, skozi je to sonce tam, ne? In skozi je ta sreča tam. Ta pogojnost, a ne kar tako, kar rečeš, odločil se bom, da bom srečen, ko. Odločitev je pa brez čeja in brez koja. Ampak jaz zelo sem srečen. Pač to je res tisto, da shekaš svoje notranje stanje, da ni tega pač, ko se bo nekaj zgodilo, vseh teh stvari, ki pogojujejo to srečo, ampak da si v vsakem primeru srečen, kar tako. In da je ta sreča kar tako, a ne, da ves čas drži po koncu, a ne, ves čas te tako preveva, tudi če se dogajajo kakršnekoli zunanje stvari. Se lahko si daš pogoj. Lahko si daš pogoj, rečeš, srečen bom, ko bo zdaj. Vedno je zdaj. Lahko tudi tako, ja. In isto je recimo pri vseh stvareh. Pač to se da potegniti na vse težave, ki jih imamo, ne. Ko nimamo denarja, a ne, pa mislimo, ko bo to, bom pa lahko srečen, a ne. Ko partner se bo obnašal tako, kot sem si jaz vedno želela, bom pa srečna. Ko spoznam takšnega partnerja, a ne, ki mislim, da je pravi zame, bom pa srečna, a ne, vse te stvari. Ja. To se bolj odlaga v prihodnost skozi znova in nikoli ni tistega časa, da bi pa kar bili srečni. Ja, nikoli ni. Ker recimo hišo renoviraš ali pa hišo kupiš, pa si narediš tako, kot si želel, ne? In to traja, kdaj bo perfektno, kdaj bo perfekt. Ker mi iščemo perfekcijo, da smo srečni. Ker če smo iskreni, če je vsak iskren pri sebi, ne, je to laž, da rečeš, ko tisto. Ker ko boš tisto, ko bo tisti zdaj, ne bo perfektno, ker bo neki drugega se možgan naš spomnil. Ne. In ne bo perfekcija. In mi hočemo perfekcijo, da si srečen, da si popolnoma miren. Da se oddahneš. Da ti ne beži misel na nekaj drugega, kar nimaš, ali pa kaj te je strah, da boš zgubil. In to je tako, zato sem rekel zdaj, ne? Ker zdaj je v bistvu zavedanje. Ker če ni zdaja, ni zavedanja, ni zavesti, ne obstajaš. Ne? Vedno pa, ko obstajaš, pa ko si zavesten, takrat je zdaj. Ne? V prihodnosti pa ni zavesti. Nikoli ni prihodnosti, ne obstaja prihodnost. Preteklost ne obstaja, obstaja kot spomini. Samo je verjetno zdaj. Skozi zdaj. In če igraš to igro, da si rečeš ta pogoj, ampak to jaz delam, to zdaj ne govorim iz tega vidika, da sem jaz rešil uganko življenja. Ne. Jaz to sebi zdaj govorim, da ko bom poslušal, ne, da bom se začel spet zavedati. Ne. In to so tiste meditacije, pa to, ki ti pomagajo to mišico okrepiti, zavedanja, da se potegneš nazaj v zdaj. Ja, ker to dejansko mi še vedno smo ljudje tako naravnani, da ko se bo nekaj v zunanjem svetu spremenil, bomo pa mi dobili razlog, da se oddahnemo, a ne? In skozi čakamo na ta trenutek, ko nas nič ne bo zmotilo od zunaj, a ne? Tako, ko bo vse tam tako poštiman, tipi-topi, da ne bo to povzročilo ene naše misli ali pa ene naše skrbi, ampak bo vse perfekt, mi bomo lahko se oddahnili in uživali. Kako to zgleda. Ja. Ampak ljudje ne verjamejo, ne? A veš, da je to res samo predstava, da je laž v mislih. Ne? Zato rabiš ful tega switcha, ne, res, da se ti dejansko fulkrat opominjaš na to, da recimo, ne, zdaj je že to, a veš, ko se na avtobusu razmišljam, ne vem, zdaj moram dati, ne vem, obleke prati, jutri moram to narediti, to imam še za narediti, ja, pa bom pa to te avtomatsko povleče noter, a ne, in pa lahko rečeš, ne, že zdajle je že vse okej, a ne. To ti, kar recimo verjameš, ko se zavedaš, da je to laž, ne? Ja. In pa imaš problem samo, ko se ne zavedaš, ko se zgubiš v tem procesu razmišljanja, to rabim. Ne sprašuješ se o sreči takrat. Ti si v nekem avtomatskem procesu. Imaš pa ful ljudi, da se pogovarjava tudi z njimi, ne? Ki ne verjamejo temu. Dejansko verjamejo, da ko bojo to, kar je njihova predstava, dobili, da pol pa bojo srečni.
In kako zdaj to ne? V mojem primeru je bilo to tako, da sem mogel večkrat dobiti to, kar sem si želel. Ja, Klemen, to ti povej, kad ti imaš to zgodbo, jaz tega toliko nimam, ampak ti imaš ful lep primer. Ja, zelo na hitro, da ne bom. Jaz sem imel nič denarja, sem spal na kavču od sošolca iz faksa. Dejansko v nekih obdobjih nisem imel za jesti. Mislim za jesti. Jaz sem se takrat večkrat povabil domov na kosilo, vzoren vnuk pa sina, ne? Ker dejansko nisem imel za hrano. In potem sem kupoval S-budget te makarone pa riž. To je kalorično, pa na evro je najbolj tako price performance. Da preživiš in nikoli me ni bilo strahu, ne bom umrl, ne. To ne. Eni imajo to, ne. To je lahko druga situacija. Potem sem imel pa preveč denarja, tako bom rekel, no, za tisti moj ego. In vidim, da v teh dveh, mogoče sem bil celo bolj srečen takrat v tistih S-budget časih. Ne. Nisem se toliko sekiral, bil sem mlad. Vprašanje, kako je bilo, če bil starejši, ko pa te začne to, kaj si družba misli o meni, failer sem, ne. Te sem bil še vedno mlad, ne. Ampak parkrat se je taka stvar zgodila, ko sem bil v tej S-budget fazi, sem gledal, koliko bi bilo dobro, ker se ne bi jaz rabil z denarjem obremenjevati. Ne. Pa prideš do tega, pa še vedno tisti košček noter manjka. Ne. In pa parkrat se to zgodi in se enostavno naučiš sebi dvomiti v sebe, da ti laže ta glas. To bi jaz rekla, ker se rekel, eni ljudje pa še vedno verjamejo, da je to tako, da ko bojo pa tam zunaj poštimali stvari, pa bojo lahko doživeli, to si bojo zaslužili. Sam bojo zraven še spremenili ful stvari, ne samo to. Recimo jaz verjamem, da je zelo veliko bogatih in srečnih, ampak zraven so druge stvari porihtane. Ja. Tiska misel, da bo samo to. To je good luck. Ja, to se ne izključuje s tem, da zdaj ti imaš denar, pa si uspešen in pa si nujno nesrečen, ali pa, viš, to nima nobene veze. Jaz verjamem v to, isto tako, kot si ti rekel. Pa tudi to je tako zame neka vizija tega, kako bi izgledal napreden, uspešen, duhoven človek. To, da je materialno in duhovno bogat. Recimo, ne, ni nujno, ampak samo tako. Enkrat ne bo materialno, ker se spreminja, njegovo življenje se spreminja. Ja, ampak recimo duhovno je lahko vedno bogat, ne? Ja, duhovno si lahko vedno, ja, ampak recimo, da ne daš to v nič, v smislu, to ni pomembno, denar, viš, ne rabim denarja, ne, pač ta pogled je pa spet drug ekstrem. Ampak to, kar si prej rekel, ne, koliko vse stvari, ki jih nosimo v sebi, ne, razne resnice, pogledi, nazori in te vse stvari, je tudi to ena izmed teh stvari, ne. To je v resnici en pogled, ki ga imamo mi vsi ljudje, mogoče zdaj na tem nivoju razvoja, kot družba, kot civilizacija, to je homo sapiens, zares, pač misleči človek, ki na ta način rešuje težave, ne. To je nek, logičen proces, ne. Mi še vsem smo usmerjeni ven v te zunanje procese, ne. Mogoče smo malo zanemarili naš notranji svet, ne, sploh pač v zadnjem obdobju. In to je res eno temeljno, zelo takšno, kako se reče, trdovratno prepričanje, ne. In mislim, da je nujno, da ti podvomiš v to, da sploh, pa mogoče na ta način, da dejansko imaš to izkušnjo in pa začneš dvomiti, ampak se mi zdi, da kasnejše generacije, ki prihajajo za nami, ne, mogoče niti ne bojo rabile več te izkušnje, ampak se bojo rodile že v svet, ki bojo že, veš, neka druga miselnost bo vladala, druge vrednote in mogoče ne bojo rabili čez to izkušnjo, ne, ampak počasi bomo mi začeli dvomiti v to, ne? In počasi se bo to prepričanje, ta naša resnica začela razblinjati, ne? In to je to se mi zdi, da je odgovor, da mi spustimo to resnico. Ampak smo pa ljudje takšni, da smo zelo ziheraški, ne? Mi nočemo zdaj, a veš, to je res zanimivo, ker rečeš,
Ja, lahko bi jaz zdaj se lotil drugače, pa shekal svoj notranji svet, ne vem, se posvetil duhovni rasti, meditaciji. To, kar posod slišim. Ja, ampak kaj, če to ne deluje? Ker mi imamo, kaj, če vsi lažejo? Ja, ker mi imamo pač naloden ta svoj program, ki deluje na ta način, da nadzira zunanji svet. In nismo ziheraški in si ne upamo spustiti tega, ne? Ker smo tako, toliko let je toliko ljudi delovalo na ta način, zakaj bi jaz zdaj neki preizkušal ene stvari, če mogoče to ne deluje, ne? In ti se počutiš, kot da si kovček, ki si ga celo pač življenje ali pa ne vem, več življenj nosil sabo in zdaj ga moraš pa kar odložiti, ne? In ti imaš feeling, da je to neka varnost, da je to stabilnost, da je to ti nujno rabiš za vsak slučaj, veš, ti imaš noter stvari, ki misliš, da ne vem, a veš, to je vse zato, če slučajno bojo neki nepredvideni pogoji, da bom jaz z tega kovčka hitnik vzel, ne moram ga zdaj kar pustiti, ne? In to je ta zunanji svet, ne? Vse ta kovček je ego, ne? Ja. V bistvu je to prepričanje, to sem hotela povedati, točno ta enačba, ne? Zunanji svet bo spremenil naš notranji svet. In da naredimo pač to spremembo, je po moje pač čistko bo šlo s časom in je ful zanimivo pač to opazovati, ne? Tako na nivoju družbe je ful zanimivo opazovati te stvari. Vse, koliko je zanimivo, ker sva midva v mal drugačnih vesoljih, mal drugačnih, ker se ta dva vesolja plešeta med sabo, in se mal združujeta. Ja. Ampak zaenkrat sva, ne da se ne strinjam s tabo, ampak vidim, da vidiš drugačno barvo iste stvari. Ne da vidiš drugo stvar, pa se jaz, ne strinjam se, kako ti vidiš. Mi je to tako jasno, pa tako. Ampak vidim, da je z drugačno barvo gledanje. Ja, to pa se strinjam. In to je ful zanimivo in to, če se na partnerstvo nazaj navežem. Ti hočeš to. Jaz hočem to, da je tako. Da sta nasprotja, da sta pola nasprotja, ker tako se učiš drugo drugega. Če si enak, če si isti, to se vedno hecava, da kaj eni pari imajo skupen Facebook profil, pa so eno, pa govorijo tako. Midva svaš bila. Kaj si pa delal? Ti polde. Kaj si delal čez vikend? Ja, midva sva pa štihala vrt. To je meni bilo vedno tako zelo. Mogoče je to tudi moj ego. Ker itak smo vsi eno. To je ego, ja. Sam pravim, da je dober ta ples, ker se učiš v egu, tvojemu egu, mojemu egu, se učita in se ta dva kamna brusta med sabo. Ja. Ta dva kamna trenjejo včasih je blablabla. In ful je lepo, da ukomponiraš razlike. To je rekel ta Michelangelo, ki je rekel, da gre zbirati marmor, ki bo naredil kip. Pa rekel, ne, kip je že naredil, Bog je že naredil, jaz moram samo odvečno stvar stran dati. In tako je isto s tem, ker sem rekel, da se dva kamna brusita. Sta zelo taka groba in pol prijeta skupaj in se med sabo in se zbrusita na tisto bistvo in pol je v bistvu ena stvar. To lahko z vsemi, ne samo z partnerjem. Ja, z vsemi, ja. Ampak to se mi zdi, zanimivo je, ker obstaja toliko enih sort teh odnosov, in so si ful različni. Eni so zato, ker smo mi dva večinoma zdaj omenjala, da je tako včasih veliko tega pejna, pa da se brusiš, pa si različen, vse te stvari, pa tako imaš nekoga pred sabo, ko ga nekako ne moreš zapustiti, ampak ti tam kaže, ne vem, te uči, kaj je brezpogojna ljubezen, kako sprejemati nekoga, kljub temu, da je popolnoma drugačen, kot si ti. In da ti dejansko ne razumeš, ne moreš dojeti z glavo, zakaj je on takšen. Zato, ker te povezave, ti razum gre do nekje, jaz tako verjamem, ampak ti tudi z razumom včasih ne moreš dojeti obnašanja drugega človeka, ne moreš dojeti njegovega karakterja, ker je toliko skregam s svojim. In se mi zdi, da ravno tle je tudi lep način, da ti pol ta razum ukrotiš, da ga tam spustiš, tam, kar ne deluje več. Tam, kar rečeš, ne razumem, ampak ne rabim razumeti.
lahko samo sprejmem. A ne? In to so pač te stvari, ki so pač ful zanimive. Imaš pa tudi oblike partnerstva, ki pa so ful take za podporo, a ne? Ki pa je ful dober, a ne? Ker, ne vem, ti je takrat rabiš, ne vem, ti je dan en partner, ki te bo ful podpiral v enih stvarih, ki so pomembne. Ne, da se bo brusil, ampak da te bo, ker imaš težko. Ja, zelo je različno, a ne? Jaz tako verjamem, da velikrat je to, da ti se brusiš in da je težko, a ne, in tako naprej. Včasih je pa tudi tako, da te tako malo dvigne, da je to ena podpora, da je neka kreacija, a veš, ti vse stvari. In to je ful lepo, zato ker verjamem, da v pravem času se ti pač zgodi to, kar se mora, a ne. Enkrat se zgodi to, da ti spuščaš svoj ego, da se tega učiš, in pol enkrat pride nekdo, pa ne sam partner, kdorkoli, ki te pa potisne naprej, ki pa je ful radosti v tem odnosu, ful uživanja. Tako da to se vse skriva v odnosih. Samo je, da jim damo priložnost. Ja. Ful dobro. Še eno vprašanje, kaj bi sebi rekla? Znam tudi še eno vprašanje. Okay. Ja? Ja. Ok. Kaj bi rekla sebi čez 5 let? Ta ego, kaj bi rekel ego čez 5 let? Ja. Ja, tako kot vedno. Pač, zakaj sem se toliko sakirala, ker je bilo vse v redu, ker jaz si ful naredim težav v glavi, ker jih sploh še ni. Ti zdaj bi rekla te v prihodnosti? Čakaj. Ti mi bo zdaj to zapakirava v kapsulo in boš poslušala lahko čez 10 let, recimo. Kaj bi jaz zdaj rekla sebi v prihodnosti? Pa kako? Tako bom boljša. No vem, ampak sem tako ti bo... Kakšen nasvet si bom dala za nič? A ne? Upamo. A viš, ljudje grejo lahko tudi tako, da so pametnejši prej pa pol. Ampak okay. Ne, jaz bom pač stajala bolj. Ne boš ravno napredna. Kaj si pa ti hotela vprašati? Bom vse povedala, ker me je zanimivo, ker pač res ne vem, kaj bi rekla in mi to pač čakaj, sem malo. Kaj bi jaz zdaj rekla? Jaz bi rekla, da če si sebe predstavljam čez 5 let, da čim več dam od sebe stvari, pa se čim manj usmerjam k temu, kaj bom dobila nazaj, ampak da imam ves čas usmerjenost ne v to, kaj nekaj pomeni zame osebno, za mojo promocijo, za moje, ne vem, moje finance, za moj imidž, ampak da je na prvem mestu to, kaj lahko dam, kako lahko s tem prispevam dobrobiti ljudi. To. Mislila sem, da vprašam drugače. Kaj ti misliš, ko veš, kaj jaz pač moramo kaj tako povedati, tako kot je, ne? Da ne bo izpadlo, da so dva pametnjakoviča, veš, ko vse kao veva. Kaj, če se pripravljam to povedati, kaj ti misliš, da je zdaj v tem trenutku nekaj, kar te uči partnerstvo ali pa moč trenirati, ali pa mogoče tudi kakšen drug odnos. Da si opazil pri sebi, pa da ti je to omogočilo, da si to sploh videl. Je po moje tako, kot vedno bo tako eno specifično sprejemanje pač. Zato, ker s tem sva začela, da se znotraj tebe to dogaja. In to je, pa ne samo v odnosu s tabo, jaz to opažam z vsemi odnosi, ki jih imam, ki me nekaj triggera ali pa izven moje predstave ali pa izven mojih verovanj, ne. Da mi to povzroča malo bolečine, ne? In zakaj bi mi to bolečino povzročalo, če lahko sam spustim in pa rečem, ne vem. Tako da to bi jaz rekel, da je sprejemanje vsega. Pa ne samo odnosi, vsega, situacij, vsega. Popolno sprejemanje, tudi kaj težko, ne. In bilo je parkrat ful težko, ne. In to so bila darila, kaj je bilo težko. Da si toliko te kot potisne bolečina, da drugo, kot sprejeti, je ne moreš. Ne. Ti vse probaš prej, ne. In to lahko traja nekaj časa. Potem pa sprejmeš, ne. In potem se naučiš, če jaz sprejmem, pa to ni tako, da bi čudežno šla stran. Sprejmeš, pa se malo vrneš nazaj, pa spet sprejmeš, pa ko začneš ful sprejmati popolnoma, ne. Bolečina je tam, ni pa tega trpljenja. Ne.
To dvoje se loči. Ti še vedno veš, da je tam bolečina. To jaz dostakrat testiram v savni. Zdaj probam iti na 30 minut, ne? In to je celo telo kriči, bolečina, pojdi ven, pojdi ven, pojdi ven. In takrat jaz probam sedeti v tej bolečini, da ne postane trpljenje. In včasih je kar tako, 5 minut, vedel sem, da je tam ta stvar, ampak me ni me motila bolečina. Samo moram včasih paziti, da ne bom toliko globok, da bom kar ostal v savni. Ker 1 uro. Ja, ker 1 uro. Ne. Ja. To je lahko pol. Ampak se zavedaš, ne? In se lahko rečeš. Zdaj sem se odločil, da bom še. In imaš še In si. Aha, zdaj mi že srce dela. Pa se malo razuma v klopke. Tudi dober. Pa malo strahu. Aha, mogoče preveč. Ok, lahko se zdaj odločim. In si tudi sebe ne dol potiskaš. Rekel si, da boš 30 minut. Ne? Sprejmaš vse. Ne? In tukaj, če nimaš svobodne volje, pa si šel ven iz savne, tudi to sprejmaš. Da nisi bil dovolj močen. In to je sprejmanje pač vsega. Ok. Ti imaš še vprašanje? Jaz sem že imela vprašanje, ampak koliko časa je zdaj že to? Še z uro sva. Ne, vse kar pa. Ne, samo v bistvu sem hotela, veš, te stvari, ki so včasih ful težke, pa se jokamo, pa ne vem, težko, pa o naju govorim, ne? Kako lahko te stvari kako si jih ti doživljal, kako jih lahko vidiš kot nekaj dobrega, ker recimo jaz po vsakih teh, ki so kar neki izbruhi enih čustev, pa tega, kar res ne vidiš izhoda in misliš, da je vse tako bed in slabo in da to se nikoli ne bo rešilo in da bo tako za celo življenje, ne. In pol ugotovim, da čez te stvari se je vedno tako nekaj premaknilo, ne. Vedno je bilo na koncu ful lepše. Ja, nič se nisva v tem izražanju, a ne, pogovorila, to je zelo kar pomembno. Ampak verjetno ne moč vsega, ne. Drugič tudi, ne. Da ne bova... Na silo, ja. To no, da si iskren in odprt in ranljiv. To so ful pomembne stvari. Če želiš vse to prakticirati, o čemer sva do zdaj govorila, to se pravi to, da sprejmeš odgovornost, to, da se gledaš v gledalo, vse te stvari so v resnici mogoče, a ne? Ne tako, da kar ti, zdaj se bom tako odločil in bom tako to pač počel, ampak moraš fulkrat shendlati ful enih občutkov, moraš jih dati ven, moraš jih izraziti, moraš iskreno o tem se pogovarjati, ne. To so še ful pomembne stvari in včasih to ni prijetno, zato ker meni ni prijetno povedati, tebi ni prijetno, ne vem, ali poslušati ali karkoli, ampak te stvari so toliko pomembne. Jaz se mi zdi, ko se enkrat to nabere v človeku, kljub temu, da imamo mi iskren namen, naprimer rasti v odnosu, biti odgovorni za svoje stvari, se pač stvari sprožijo, a ne. Nekaj mene zmoti in to me napolne z enimi čustvi, a ne. In ni dobro, da jaz reagiram na vrat na nos in ti kar povem vse stvari, kot da si ti kriv, a ne, ampak da jaz povem, kako jaz doživljam nekaj, a ne. In da ti to isto narediš in da o tem govorimo, o svojih notranjih svetovih. Naprimer, to, kar si ti naredil, se je meni zdelo tako pa tako, jaz sem si to tako prevedla, to me je zabolelo, jaz sem to tako si razlagala. Kakor da v eni tretji osebi govoriš. Ja, pač to, kar se v meni sproža, kada nima veze s tabo, a ne. In te stvari so bile včasih zelo intenzivne, zelo je bilo tako težko, a ne. Ampak je bilo vedno ful dobro na koncu in se mi zdi, da je ta način lahko pol ene stvari prebrodiš. Ja, lahko prebrodiš stvari, ki so mogoče težke. Ja, no, sem to sem hotela povedati, ja. Da se zapreš ali pa da pač sam to, kar se izražaš, v resnici naslavljaš na drugega človeka, rečeš, moja čustva so zdaj zaradi tebe ali pa ti si takšen, pa ti si takšen, da so polne enih očitkov, ki letijo na drugega človeka, ampak da vedno govoriš samo o sebi in da vsak govori o sebi iskreno, najbolj, kar se da, in da s tem daš ti vpogled v svojo dušo, v to, kaj se dogaja v tebi in potem to lahko pač olajša celo situacijo, ker pa če si slepec v tem,
sploh ne veš, kaj se dogaja. Ja, se strinjam. To sem hotela reči, ker sem zdaj to ful pomemben. Mogoče sem zdaj na silo to urinila zraven, ampak tako glede na vse stvari, ki se dogajajo, se mi zdi, da je to kar takšen ključ, ki odpira ta vrata rasti in vsega Začetek, tega. ja, ključ, ja. Če tega ni pol, vse tisto prej ne. Ja. Ker ti ne veš, kaj se dogaja, in se kar nekaj dogaja. Ja. In sploh ne moš imeti zavedanja. Pa avtomatsko se zapreš. Ja. In pa se zgodi to, kar si prej opisal, ko začneš kar sovražiti na osebo. Ti sproti ne daješ ven, sproti ne razrešuješ, tebi se nabira zamera, ni nobene stimulacije med dvema človekoma, zapreš srce, veš, kar tako, vse je tako turobno, grenko. No, in pol pač pride do tega. Ja. Thanks. Rok. Čekaj, kako že? Se sploh ne upam premakniti. Hvala ti. Čekaj. Še enkrat, še bolj takole. Najboljši prijatelj? Najboljši prijatelj.